Tako kot obljubljeno, sledi filmu še kratek pogovor, kjer boste imeli otroci možnost še kaj vprašati. Z nami je Staša Tome, kustosinja, pedagoginja iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Staša, dobrodošla. Lepo pozdravljeni, Petra in vsi ostali. Mogoče začneva kar s tem, da poveževa kite z muzejem, pa bi vprašala, na kakšen način je kit prisoten v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. No, od leta 2003 imamo tudi v Prirodoslovnem muzeju Slovenije kita. Ne vem, ali ste nas v zadnjem času kaj obiskali. Če ste, potem gotovo poznate naše okostje, ki se imenuje kako? Leonora, tako je. To je bila samica brazdastega kita, ki je na žalost poginila nekje v bližini Slovenskega morja in smo jo v Slovenskem morju tudi našli. Kdaj pa je bilo to? To je bilo leta 2003. Takrat vas še sploh nikjer ni bilo, a ne? Zdaj se zdi že kar daleč nazaj, ampak zgodba je kar zanimiva, kako smo jo pridobili, namreč kar naenkrat so na morski gladini opazili neko nenavadno pojavo in so se ljudje spraševali, kaj to je. Kiti prav pogosto Slovenskega morja namreč ne obiščejo, ga pa sem in tja. Ko so ugotovili, zakaj gre, je bilo to truplo na žalost že precej v razpadajočem stanju. Se pravi, se veste, da ko žival pogine, začne razpadati in potem zadeva začne smrdeti in ni preveč prijetna. No, ampak so seveda tisti, ki so truplo opazili, hitro opozorili Prirodoslovni muzej Slovenije na ta primerek. Namreč naša naloga je, da vse take redke in ogrožene najdbe shranimo in potem umestimo v svoje ali študijske ali razstavne zbirke in predstavljamo javnosti. A kar naprej še povem celo zgodbo. Skratka, ko smo prišli tja, je bila situacija bolj grozna, a ne, zdaj pri nas ponavadi okostja pridobimo tako, da če najdemo na primer, bomo rekli, mrtvo lisico, da jo je povozil avto, jo zapremo v tako posodo, v kateri so noter črvički. To so ličinke hroščev, slaninarjev, ki potem meso pojejo, mi pa potem to okostje lepo očiščeno že lahko uporabimo. Zdaj pa, če imate vi kita, ki je dolg od tega do onega konca dvorane skoraj, a ne, ga ne moramo niti v Ljubljano pripeljati, kaj šele, da bi ga dali v eno posodo s črvički. In se je pojavilo vprašanje, kaj naj zdaj s tem naredimo. Da bi celega ohranili, seveda je bilo tako jasno, da ne bo šlo. Zato so se naši strokovnjaki modro spomnili in rekli, bomo posnemali Mati naravo. Zavili so to truplo v ogromno mrežo, več mrež so morali skupaj sešiti, zato da so lahko vse skupaj zavili, ga obtežili z betonskimi bloki, ker drugače plava po površini, a ne, in ga potopili blizu Pirana, tam, kjer se izteka piranska kanalizacija. Namreč tam je zelo veliko drobnih organizmov, ki potem pojejo to meso in tako dejansko ne samo drobni organizmi, vse sorte morski organizmi so potem se mastili s tem truplom. Koliko časa pa? 1 leto je trajalo, prve kosti so bile že zelo kmalu po 1 mesecu lepo očiščene in potapljači so ves čas seveda spremljali situacijo in dvignili vse, kar je bilo očiščeno, po 1 letu pa je bilo očiščena tudi lobanja, ki je največji kos in je pač toliko časa trajalo. No in danes ga lahko to našo Leonoro, ki je našla novo vlogo po smrti, da ozavešča ljudi o kitih in o pomenu narave v Prirodoslovnem muzeju, si jo lahko ogledate v naši razstavni dvorani. In Prirodoslovni muzej Slovenije, vi konkretno in vaši sodelavci ste pripravili tudi razstavo, ki je trenutno do konca leta na voljo za ogled v Cankarjevem domu, v vrtincu sprememb. Mogoče rečeva še kakšno o tem, povabiva obiskovalce na to razstavo? Ja, v Cankarjevem domu, v sodelovanju s Cankarjevim domom smo pripravili to razstavo v vrtincu sprememb,
ki govori o spremembah v naravi. Govori o tem, kako se narava spreminja sama po sebi, se veste, vesolje se spreminja, naš planet se je spreminjal v preteklosti, dnevno se spreminja narava, noč, dan, plima, oseka, tudi vi se spreminjate, a ne? Mogoče bo komu jutri kakšen zobek vam padel, pa bo zrastel stalni. Skratka, vse se po naravi spreminja, ampak velik poudarek na tej razstavi je pa tudi na tem, da človek povzroča spreminjanje v zadnjem času v taki meri, kot se ni narava prej spreminjala sama po sebi nikoli, in te spremembe so tako negativne, slabe, da bodo mogoče prizadele tudi nas. In rečemo tej dobi antropocen, mogoče razložimo še otrokom, kaj to pomeni antropocen. Ja, geološke dobe so pač poimenovane s strokovnimi imeni, zdaj ta antropocen še ni popolnoma sprejet naziv za to obdobje, ki je zelo, zelo kratko v resnici v zgodovini Zemlje in v zgodovini življenja na Zemlji, ampak govorimo v obdobju, kjer človek tako zelo močno spreminja okolje, da so te posledice toliko vidne, da bi ga mogoče lahko celo poimenovali s svojim imenom. Mogoče na tem mestu povabim še vas obiskovalce, da si shranite kino vstopnico današnjega filma, kajti v Cankarjevem domu jo lahko predložite in si po polovični ceni ogledate to razstavo. Ta medsebojni dogovorjen popust velja do 20. maja. S Stašo smo sodelovali že nekaj let nazaj pri dokumentarnem filmu o želvah in takrat sem se podučila, da želve valijo jajca v zalivih, kjer so bile same izvaljene, in danes v filmu smo ugotovili, da kiti počnejo podobno, in imamo v bistvu vprašanje, če je temu res točno tako, da grejo te živali prav na svoj konec. No, Petra, malo vas moram popraviti, želve ne valijo jajc, oziroma jih ležejo, izležejo, zakopljajo v zemljo in pustijo v pesek in pač pustijo tam in grejo potem po svoje, ptički pa valijo jajčka. In zdaj si lahko že ogledate na naši spletni strani v živo leženje siničke v gnezdilnici v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, oziroma ni še na spletni strani, ampak na Facebooku boste najdli. Skratka, mnoge živali se vračajo na svoja rojstna mesta, bomo rekli, namreč to so preverjene okoliščine in destinacije, kjer preverjeno zarod uspe, če tako lahko povem. V naravi je namreč vse zelo varčno naravnano, zdaj, če bi neka želva iskala neko boljše gnezdišče ali pa kit, bi za to porabila preveč energije in zato ne bi bila uspešna, mogoče je to malo komplicirano, ampak tudi štorklje, vsi poznamo štorklje, odrasle štorklje se vračajo tja na svoja gnezda vsako leto, mnoge ptice se vračajo, zato ker so se one tam izvalile in je to neka garancija oziroma vsaj neka majhno zagotovilo, da so razmere tam boljše, kot če bi slepo iskale torej si zapomnejo mesto, vmes pa preplavajo na tisoče kilometrov. Ja, pri nekaterih vrstah pač starši naučijo mladiče, kam se morajo vrniti, pri nekaterih vrstah je pa skupinah živali, bomo rekli, je pa to že genetsko vsajeno in po genetiki same vejo. Mlade želvice njih mama nič ne uči, kam morajo jeti, one imajo pač to zapisano v genomu. Zapisano. Danes je z nami še ena gostja, še ena biologinja, Polona Kotnjak, ki jo vabim k sebi in ji predajam mikrofon. Polona je podpredsednica, kar stopite bliže, podpredsednica društva Morigenos, pa bi prosila Polono, da mogoče kar sama predstavi društvo. S čim se ukvarjate? Ja, lepo pozdravljeni.
Hvala za povabilo. Jaz sem si danes skupaj z vami prvič ogledala ta dokumentarni film in sem tudi vesela za priložnost, da se predstavimo. Mogoče nas kdo že pozna in sicer prihajam iz društva Morigenos. Sem raziskovalka in članica in prostovoljka na slovenskem projektu za delfine. Namreč v slovenskem morju, mogoče veste, živi ena stalna vrsta kitov oziroma delfinov in to je velika pliskavka. In te delfini seveda uporabljajo večje območje, kjer živijo, se pravi celoten Tržaški zaliv in severni del Istre, vendar slovensko morje predstavlja zelo pomemben habitat za to stalno populacijo delfinov vrste velika pliskavka pri nas. Tako da na nek način se ukvarjamo tudi s kiti, namreč vsi delfini spadajo med kite, med zobate kite, tvorijo pa svojo družino. No? Tako da, če bo kdo imel še kakršnokoli vprašanje, sem tukaj na voljo za kakšen odgovor, drugače smo pa pripravili tudi čez zloženke, ki si jih lahko vzamete za kakšno informacijo več. Obe zloženki sta na voljo zraven Bobrovega dnevnika na mizi. Zdaj bi pa dala jaz besedo vam, obiskovalci. En mikrofon je na balkonu, dvignete roko, ga dobite in enega ima tukaj Timna za obiskovalce v parterju. Pa se kar opogumte, tukaj imamo že prvo vprašanje, izvolite. Koliko pa je teh delfinov? Aha, se mi je zdelo, da sem to pozabila povedati v predstavitvi. Zdaj tako, naše društvo obstaja od leta 2001 in leta 2002, to je že več kot 20 let nazaj, ali pa dajmo reči 21 let nazaj, smo začeli s prvim zbiranjem podatkov o delfinih, ki živijo prosto v morju. Najprej smo jih seveda mogli najti, potem pa smo nekako z eno posebno metodo tudi te delfine bili zmožni prešteti na nek način in sicer ta metoda se imenuje fotoidentifikacija in danes po 20 letih raziskovanja smo prepoznali že preko 400 delfinov, ki živijo na tem območju, ampak niso vse skozi nujno prisotni, nekatere smo srečali lahko samo enkrat, ampak tam med 150 in 200 delfinov pa srečujemo v bistvu vsak mesec, vsako leto tukaj in tukaj tudi živijo. Tako da ta populacija, to je ocena, se giblje nekje med 150 delfini na tem območju. Ampak plavajo pa malo gor pa dol, ne? Tako je, ne živijo samo v slovenskem morju, ampak grejo seveda za njih, oni nimajo potnih listov, grejo tudi v italijanske vode, v hrvaške vode, skratka uporabljajo kar veliko območje, kjer živijo, kjer se hranijo, parijo, se pa te delfini, ki pri nas živijo, ne selijo, ostajajo tukaj skozi celo leto, se pravi tudi v zimskem času. Eno vprašanje imamo na balkonu, izvoli. Česa jejo največ? Kiti ali delfini? Kiti? Ja. Kiti. Zdaj kiti, ne čisto odvisno, katera vrsta kitov, tukaj v tem filmu smo tudi spremljali več vrst kitov, namreč poznamo dva reda kitov, to so zobati in pa vosati kiti. Vsi zobati kiti imajo zobe in se hranijo pretežno z ribami, tudi s kakšnimi glavonožci, mehkužci, tudi s kakšnimi raki. In to so zobati kiti. Recimo zobat kit je bil kit glavač. A ste ga videli tistega kita, ki v bistvu izgleda kot ena podmornica, no? To je ta kit, ki ga tudi poznamo iz Sredozemskega morja. Medtem ko vosati kiti, pa tudi v filmu so povedali, se pa hranijo s čim? Ja, oziroma bolj natančneje temu rečemo kril. Kril so taki majhni rakci, pa tudi take drobne ribice, s katerimi se hranijo. A sem odgovorila? Ja. Eno vprašanje tukaj v parterju. Koliko so pa težki delfini? Imamo še tega? Ja. Zdaj ta vrsta velika pliskavka lahko zraste tam več kot 3 metre recimo in tehta tam okoli 300 do 400 kilogramov, medtem ko poznamo tudi druge vrste delfinov recimo, ki lahko tehtajo tudi več kot 500 kilogramov, tudi kakšno tono, recimo orke, tudi spadajo v družino delfinov in so največji predstavniki delfinov, one pa lahko tehtajo tudi kakšno tono in več.
Koliko je pa velikost sinjega kita? Kakšna je velikost sinjega kita? Ja, zdaj sinji kit, tam povprečje velikost je tam do 25 metrov, ampak obstajajo tudi sinji kiti, ki so veliki 30 metrov. Tako da to je največja žival na svetu, a ne? Ne, sem to se hotela povedati. Da je največja žival. Drugi največji kit je pa brazdasti kit, ki ga imamo pri nas v muzeju, sicer ni dolg 25 metrov, ker te kiti, te vrste, ki živijo v Sredozemlju, so nekoliko manjši kot tisti, ki živijo v oceanih. Tako da naš je dolg približno 13 metrov. Tam. Pikico več. Potem smo jaz sklala eno vprašanje. Koliko vrst kitov je? Me sam zanima. Ja, zdaj ta številka se malce spreminja, ampak načeloma, če gledamo vse kite, med katere spadajo tudi delfini, poznamo približno tam v bistvu čez 80 oziroma skoraj 90 vrst kitov. Mogoče Staša, če... Skratka, recimo delfinov je približno 40, približno polovico teh, ki spadajo v družino delfinov, pa potem še recimo skoraj toliko različnih vrst kitov. Zakaj se ta številka spreminja? V bistvu s poznavanjem teh živali, spremljanjem teh živali se v bistvu ugotavlja tudi raznolike, predvsem genetske razlike med posameznimi vrstami, ki živijo na različnih območjih, a ne, in ki potem tudi povzemajo in se prilagajajo glede na različna območja, kjer živijo. Zato v bistvu tudi znanstveniki ugotavljajo skozi leta, desetletja, kakorkoli, da je določena vrsta kita, ki je bila prej mogoče kot ena vrsta kita, zdaj zaradi drugega območja in specifik, kjer je lahko to kot druga ločena vrsta. Ne? Tako da je v bistvu znotraj posamezne vrste lahko tudi več različnih vrst kitov. No? Tako da jih je kar precej. Izvoli, kar vprašaj. Koliko imajo delfini velike možgane? To je pa dobro vprašanje. Ne vem sicer na kakšen način primerjalno bi to dala, ampak imajo zelo velike možgane, večje od nas. Kako bi bilo to najlažje predstaviti? Spet je odvisno od njihove velikosti, a ne? Ampak praktično celotno lobanjo, mogoče bi jaz tako rekla, imate v Prirodoslovnem muzeju tudi kakšno lobanjo delfina, je res? Možno, ja. Možno, no. Tam se boste mogoče najlažje predstavljali ali pa kakšna slika, kar precejšen del njihove glave predstavljajo možgani. Bi pa jaz mogoče še to povedala na tem mestu, da v bistvu društvo Morigenos s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj in pa ministrstva za gospodarstvo oziroma za tehnološki razvoj in gospodarstvo odpiramo center v Piranu, izobraževalni center o delfinih, kjer bomo imeli v bistvu maketo delfina velike pliskavke v naravni velikosti in kjer bo tudi dobro vidna oziroma bo prikazana lobanja in pa potem tudi primerjava z možgani. No? Tako da vas povabim to poletje, ko se bo center odprl, da si pridete to pogledati, pa bo mogoče predstava veliko lažje, koliko velika je lobanja in možgani. Nekje v sredini junija, tako da proti koncu sigurno bo tudi datum objavljen in bo celo v bistvu poletje in potem jesenski del odprt in bo prost za obiskovalce, tako da dobrodošli. Naslednje vprašanje. Ne, sem hotela sam pojasniti tisto možno. Namreč na razstavi si pač ne morete ogledati lobanje delfina, imamo pa v študijski zbirki, to je zbirka, ki je shranjena varno in ni na ogled obiskovalcem v posebnih muzejskih shrambah, ki se imenujejo depoji. Tam pa imamo seveda tudi lobanje delfinov, ampak se najbrž ni tako zelo pomembno, koliko je absolutno velika koliko so veliki možgani, ampak proporcionalno, se pravi, glede na velikost živali, a ne polona, imajo pa zelo velike možgane. Ja. Tako kot je Staša že prej lepo povedala, recimo pri teh naših morskih velikanih glava oziroma ta del predstavlja v bistvu največji del, če rečemo, telesa oziroma organ. Na balkonu eno vprašanje? Zakaj je Leonora umrla?
Zakaj je Leonora poginila? Ja, umremo ljudje pa čebele, živali poginejo. Nihče ne ve, zakaj je poginila. Mi smo imeli takrat, ko smo jo razstavili, tudi razstavo z naslovom Skrivnostna smrt mlade Leonore. Z istim naslovom obstoja tudi strip, ki ga lahko najdete v naši spletni trgovini. Nihče ne ve, kot rečeno, ostaja smrt skrivnostna. Bilo je truplo že v tako slabem stanju, da nismo mogli ugotoviti, če jo je pokončala kakšna bolezen. Ne vemo, a jo je pokončala lakota. Jaz osebno sicer sumim, če lahko to povem, ker so kita, brazastega kita en mesec predtem videli, kako je plaval gor in dol po tem našem Tržaškem zalivu in je verjetno iskala hrano in zelo možno je, da pač ni našla dovolj hrane in je zato poginila. Ampak nihče pa ne more tega z gotovostjo trditi. Danes največ kitov pogine, Polona, popravite me, če se motim, zaradi trkov z velikimi plovili. To je nesreča, ja, ko jih povozi ladja, če tako rečemo, ker po morju vozijo ladje, ki so velike kot ta hiša in taka ladja tudi približno ne opazi, če naleti na kita in ga smrtno rani. No, ko sem že ravno omenjala stripe, imamo pa na razpolago tudi 3 stripe z naslovom, nad naslovom Leonora pripoveduje in tam so tudi vsi možni načini oziroma marsikaj iz življenja kitov pojasnjeno. Naslednje vprašanje, mogoče tukaj spodaj, kdo? Ti, izvoli. Ne vem, če je to res, ampak to sem nekaj videl, da kao, če bi dal kita na kopno, pa če se bi oglasil, je pač zvok toliko močen, da bi lahko, ne vem, razrezal to kovino na pol. To je bolj pravljica, to skoraj sigurno ni res. To oglašanje kitov je sicer zelo močno in se zelo dobro sliši, ampak zato, ker zvok po tekočinah potuje veliko hitreje. Da bi kdo slišal kita, da se je oglašal na kopnem, jaz še nisem slišala in mislim, da bi bil učinek ravno obraten. Ta zvok ne bi bil tako močen na kopnem, kot se sliši in kakor lahko daleč potuje v vodi. Tamle gospa mogoče. Ja, mene pa v bistvu v povezavi s to komunikacijo zanima, koliko dejansko zdaj v bistvu vemo že o komunikaciji kitov oziroma kako napredujejo te raziskave. To je zelo težko in zelo relativno vprašanje, na katerega tudi jaz žal nimam odgovora. Gre za to, da ljudi nasplošno zelo nas vlečejo ta sveta, zelo nas nekaj mika in zelo radi bi nekako si vse razumsko razložili, pa bom jaz zdaj tudi malo tako odgovorila, da kakšnih stvari žal ne znamo, ne zmoremo še in mogoče jih tudi celo nikoli ne bomo vedeli. Tako da zdaj zvoki delfinov, kitov, kakorkoli se ogromno znanstvenikov ukvarja, mogoče ne prav vsaj, da bi jaz ta vidik poznala s tolmačenjem tega točno, kaj povedo, ampak kako se med seboj sporazumevajo in kako se prepoznavajo in katere in kakšne zvoke uporabljajo recimo pri raznolikem načinu obnašanja, pri iskanju hrane, pri parjenju, pri vzgoji mladičev in tako naprej, pa seveda tudi pri uporabi eholokacije, potopov in tako naprej. Tako da jaz na to, kje in kako daleč so, žal ne znam odgovoriti z prepoznavanjem kitovskega jezika, ampak ja, nam je pa nekako blizu ta del in nas zelo, zelo zanima tudi, da bi si ga razumsko razložili, pa težko rečem, da je kdo to že ali da bo v kratkem. Če lahko samo pojasnim, da se oglašajo pač na 2 načina, tako kot netopirji. Eno je tako imenovana eholokacija, ko nekatere vrste spuščajo zvok in ga potem prestrezajo in na ta način lahko ugotovijo, kje je jata rib, kje je kakšna ovira
čisto isto kot netopiri. Ali pa zelo podobno. No? In drugo je sporazumevanje. Tudi netopirje, če bi jih vi slišali, kako čivkajo, ker se jih da slišati, to pa je komunikacija znotraj vrste. Takrat pa oni komunicirajo med sabo. Se pravi, gre za dvojno uporabo zvoka. Eno je orientacija in navigacija in drugo je komuniciranje. Ja. In mislim, da je bilo tudi v filmu rečeno, da glede tega komuniciranja smo pa bolj še na začetku spoznavanja, kako in zakaj. Ja, je pa res, da poznamo točno to, kar je rekla Staša, recimo v grobem ta dva načina, čeprav jih je znotraj več, ampak recimo, ko oni eholocirajo, ko si iščejo hrano oziroma ko skenirajo in delajo pregled, a ne, da se vrača ta zvok nazaj k kitu ali delfinu, uporabljajo tako imenovane klikanje. A ne, in to zveni tako, kot en hipec smo tudi v filmu slišali, a ne, na ta način v bistvu oni eholocirajo, medtem ko sporazumevanja med vrsto, med sabo, se pravi kiti, med svojo vrsto delfini in tako naprej pa uporabljajo žvižge, a ne, to so pa tisti, ja, kiti pojejo, tako medtem ko delfini bolj ali manj žvižgajo, a ne, to so pa tisti višje frekvenčni zvoki, oziroma pri kitih, ne, smo tudi slišali kar precej tega v filmu, lahko tudi nizka frekvenca zvokov. A se mogoče ve, koliko daleč se, na kakšno daljavo se lahko sporazumevajo? To je spet odvisno od posamezne vrste, pa od nekih ocen, no. Ampak bi mogla pogledati, kakšen ta podatek. Pariz, Frankfurt. Okay. Tamle imamo še eno. Ja, kar izvoli vprašaj. Koliko so pa kiti mladiči veliki? Koliko so veliki kiti mladiči? A ja, mladiči. Zdaj jaz vem za delfine, recimo za to vrsto, a ne, tako da bom najprej to odgovorila, da mladič, ko se skoti, delfin je velik že približno meter, medtem ko pri kitih, ko se skotijo, pa tudi lahko že 3, 4, 5 metrov, spet odvisno od velikosti. No? Tako da bi mogla prav pogledati, za katerega specifično. Drugače pa pri kitih je tako, da so mladički razmeroma majčkeni glede na mamo, a ne? Ampak potem ima mama tako močno in kalorično mleko, da zelo, zelo, zelo hitro rastejo. Radar. Še eno vprašanje imamo na balkonu, če sem prav videla. Koliko časa pa kiti zdržijo pod vodo? Tudi to je odvisno od vrste, a ne? Ampak lahko tudi do 1 ure, recimo. 1 uro. No, pri delfinih pa to ni tako dolgo, a ne? Delfini so tudi kiti, smo rekli, oni pa v bistvu ta vrsta velika pliskavka, ki živi tudi pri nas, v povprečju zdržijo tam med 3 do 5 minut, recimo, maksimalno tam res 7-8 minut. Večje vrste, ki imajo tudi večjo kapaciteto in tudi drug način mogoče življenja, samega potapljanja pa tudi tam okoli 10 minut. Ampak to je spet zelo varira od posamezne vrste in aktivnosti, ki jih oni počnejo. Tukaj imamo spodaj še 2 vprašanji. Že prihaja mikrofon. Mene pa zanima, kje bi se najlažje v naravi videlo sinjega kita. Ja. V Avstraliji, Ja, Mehika, Azori. odvisno spet od letnega časa, a ne, ker se pač selijo. pa prav sinjega je pravzaprav zelo težko videti. Večinoma te ponudniki opazovanja kitov vozijo tja, kjer so druge vrste bolj pogosto vidne. No? Ja, sinji kiti veljajo v bistvu za samotarja, ne, so precej časa sami in tudi zelo, bom rekla, boječi in se ne radi tako zelo približujejo ali obalam, ali ladjam, ljudem in tako naprej. Tako da ja, morate imeti kar že srečo, no, ampak ja, tam, kjer se oni ponavadi pač prehranjujejo, razmnožujejo, tam sicer je tudi velikokrat pač težko priti oziroma prepovedano tudi vznemirjati te kite v njihovem okolju, a ne. Tako da je kar dobro imeti vsaj kakšno informacijo, ne vem, govorimo, ne vem, Avstralija ali pa Mehika, tam, kjer je več vrst kitov,
da mogoče pa imate srečo, pa naletite kdaj tudi na sinjega kita. Ja, pa največkrat se jih verjetno lahko opazi takrat, ko migrirajo, namreč letno migrirajo od ekvatorja proti tečajema in nazaj. A ne? In takrat, ko migrirajo, vem, da v zahodnji Avstraliji jih je možno tudi z obale opazovati, recimo. A ne? Pa še marsikje drugi najbrž tudi, ampak... Obstajajo točno določeni meseci, ko se jih lahko vidi na Azorih. Spadajo pod Portugalsko, v Evropski uniji v bistvu. So pa organizirani izleti in obstaja kar velika verjetnost, da se jih vidi, če je mesec ta prav. So pa to zelo majhne skupine, zato ker lokalni prebivalci zelo ščitijo te svoje kite in ne gre za množični turizem, se zelo trudijo omejiti na minimum. Še eno vprašanje smo imeli tukaj, ne? Izvolite. Kateri kiti pa so fluorescenčni? Kateri kiti so? Kakšni? Fluorescentni. Aha, tisti, ki so se v Jaz sem to danes svetem- prvič slišala. Oziroma takrat, ko sem film pogledala. Ja. Tisti kiti, ki se v filmu najbolj svetijo, če se ne motim, so sinji kiti. Mislim, da je bil Mislim, da je bil glavač, ja. Ja. Mislim, da je bil glavač, ja. Mislim, da je bil glavač. Ampak ne vem, tudi jaz ne znam odgovoriti na to vprašanje. Kit glavač? Okay. Ja, no. Baje, da se sinjemu kitu stranski plavuti izrazito svetita. To je recimo pri grbavcu, a ne? Grbavc ima te bele Ja. plavuti, ki se zelo tako odsevajo kot neka svetloba oziroma kot ena luča, ne? Tako da mogoče to. Ne vem, kaj točno jaz si predstavljajo zdaj ljudje pod to. No, Bomo to glede fluorescenčnosti še malo raziskali. lahko povprašamo. Bomo skupaj s posnetkom tega pogovora informacijo o tem objavili na naši spletni strani, če jo dobimo. A velja? Okay. Jaz bi vprašala sem še to, Ja. če je kitolov res prepovedan. Ne, kitolov ni prepovedan, kitolov se še vedno izvaja Niso v zaščiteni določenih. potem po celem svetu. So, določene vrste so zaščitene, tudi ne nujno, da v vseh morjih oziroma državah, ampak kitolov se še danes opravlja. Tudi zelo aktivna je v bistvu mednarodna komisija za kitolov, a ne? In oni v bistvu določajo kvote in imajo pač podatke o tem, katere vrste na katerih območjih se lahko lovi, a ne, ker določene države še vedno to, oziroma se pač z kiti, delfini tudi hranijo. A ne. Pa še to bi vprašala, videla sem v enem filmu prejšnji teden po televiziji, da so orke napadle drugega kita in so ga usmrtile in so ga potem hranile se. To se pravi, da se kiti med sabo tudi lovijo lahko. Ja, orke so v bistvu ena izmed vrste kitov oziroma delfinov, ki, a ne rečemo jim tudi, poznate pod izrazom kitubijalec, a ne, killer whale. V bistvu ta izraz ravno izhaja iz njihove narave, da se hranijo oziroma da pobijajo v bistvu tudi druge vrste svojih sorodnikov, druge vrste kitov, delfinov, ne samo in zgolj za hrano, ampak tudi iz čiste zabave. Zato, da se učijo loviti, da dejansko, bom rekla, neko tudi svojo naravo tega obnašanja in to tudi ime kitubijalec. Tako da to za orke ni nenavadno, tudi zelo velikih jatah se potem spravijo lahko na kakšnega manjšega kita ali pa mladiča od kita, a ne, ali pa tudi na tjulne in druge morske sesalce. No, tako da ja. Na tem mestu bi zaključili. Tisti, ki imate še kakšno vprašanje, kar pogumno stopite do naših gostij in vprašajte. V redu, zadnje vprašanje, zmenjeno. Samo če se malo vrnemo na k prejšnjemu vprašanju, ki je vprašal, kateri kiti so fluorescentni. Mislim, drugače, verjetno so to zato mislili, ker so rekli vmes med tem filmom, da ko se en kit gre v globine, da mu čeljust rata fluorescentna. Ja, a to pomeni, da se res svet ali da je sam bela rata?
če je res to, kar so rekli, pa najbrž je ne, potem pomeni, da res se sveti. Ampak kot rečeno, jaz sem prvič to slišala, jaz tudi vsega ne vem o kitih, mi je zelo žal. Tudi Polona očitno še ni Ne, slišala. tudi jaz ne zato poznam tako da- vsega v kitu. Evo, domača naloga. Mogoče sam, a ne, gre, recimo, kdaj tudi kiti ali pa delfini lahko spreminjajo barvo, a ne, in to je spet odvisno, zdaj ne vem, če je to pod tem, ampak tudi hormonske spremembe, ki se pri parjenju in tako naprej dogajajo, a ne, recimo sploh pri delfinih, pač to zelo dobro vem, da oni, ko se parijo, a ne, v bistvu njihov trebuh, njihov spodnji del telesa, ki je ponavadi vedno čisto bel, a ne, postane tak rozast, a ne, in to je v bistvu tudi zaradi in hormonskih sprememb in pretoka in skratka zaradi različnih stvari, lahko pa, da je tukaj res bilo mišljeno, ampak tega tudi jaz ne vem, ob kakšnem potopu ali pa ob kakšni neki posebni aktivnosti pri glavaču, da se kakorkoli ta del spreminja. Lahko je to sam bil kot odsev. Ne vem, tega res žal ne vem, tako da lahko pogledamo. Dobro. Vsem skupaj najlepša hvala, dragi obiskovalci, dragi gostje. Hvala. Hvala vam, Dio.